Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli tudi v mojem imenu na Planet 2. Nadaljujemo našo zgodbo Prve lige Telekom Slovenije. 13. krog pa se nadaljuje prav tako na Primorskem, nekoliko severneje, v Novi Gorici, kamor je pripotovala zasedba Mure. Ja, Muraši so nazadnje na derbiju klonili proti Olimpiji z ničem. Hitro so to izvedli zdaj domači nogometaši, pa predložek takoj in priložnost, prvi strel tam proti vratom Krenju. Filipović dolgo časa drži žogo, Filipović na to pa le podaja do Horvata, Horvat v prodoru, pa strel Bobičanca. Ali bo zdaj šlo za kakšno hitro dvojno podajo, tako je ustavil, je Bjelica, Cvijanović in brani Obradović. V Gorica kot posojen nogometaš z Nizozemske, no, strel proti vratom in tudi ta žoga naravnost po sredini vratu. Bobičanec pri strelu in tukaj je gol. Tam je okamenel vratar Gorice Uroš Likar in Luka Bobičanec pa je v finišu prvega polčasa poskrbel za gol. Ja, tamle je seveda morda računal, tukaj poglejmo zdaj akcijo, Bobičanec hitro je dvignil glavo, pogledal, tam se je odpiral prazen prostor desno oziroma levo od vratarja Likarja in takole je Bobičanec prišel do svojega četrtega prvenstvenega gola, potem ko je zatresel Celju Bravo. Širok, še vedno Širok. Zdaj je nevarno pred vrati Obradovića, strel in obramba Obradovića. Sicer pa Gorica ima na seznamu zaenkrat 7 strelcev, tukaj pa akcija, Smajlagić je bil zadnji pri strelu. Ojevusi je tam šel v prodor, Marić je prišel do žoge, zdaj priložnost za protinapad Prekmurcev na drugi strani, ampak predolgo časa je čakal, no zdaj pa le znova strel in obramba tam Likarja. No zdaj pa se je izkazal vratar Gorice ob tem strelu Bobičanca. Cipot pri strelu in mimo gola. Česar tam ni dosodil ob tem vlečenju, Šmajc pustil je, da se igra nadaljuje. Cvijanović, žoga je bila v polju, tukaj morda gol za izenačenje, ne. Vse polno tudi sinje modrih. Strel proti vratom, pa še vedno gneča tam v kazenskem prostoru Grudina. Strel proti vratom in naravnost v roke Obradovića. Tokrat pa tam Begić, ki se trudi, pa Smajlagić mimo desne vratarjeve vratnice. Pa nije prvo poluvreme, ja mislim da i Mura i mi smo odigrali jedno tvrdo poluvreme, nije bilo šanse ni s jedne ni druge strane. Ali je bila jedna tvrda utakmica, prava prvoligaška. Drugo poluvreme mi smo morali malo da rizikujemo i taj rizik ispada kao da smo mi bili mnogo bolji. Što nije situacija kod svakih utakmica i ako gubite prvo poluvreme 1-0 morate nešto da napravite. Rekao sam igračima u slučajnici da sam ponosan na njih iz prostog razloga, ovo nije fraza, nego zato što je ovo jedan pokazatelj kako mi trebamo do kraja sezone da igramo da bi stabilizovali ovaj klub. I nemam šta da ih zamerim ni prvo ni drugo poluvreme, kao što nisam imao da im zamerim ni prvo poluvreme proti Kopra. Ja, komentar je bila težka tekma in se strinjam z vašo trditvijo, kar je bilo tudi vidno, ampak dejstvo je, da se je nam v polčasu zgodila težava z poškodbo Gorenca, preveč glavobola oziroma zelo odprta rana, tako da smo mogli malo tukaj spremeniti, to se je v fazi napada kar poznalo, tako da nismo bili zgoraj toliko konkretni in tudi normalno, malo smo se utrudili, ampak v vsakem primeru, ko pogledam vse skupaj, z delom, z garanjem, z požrtvovalnostjo smo prišli do teh želenih 3 točk.